Živijo, dobrodošli v Sladki akademiji. Pomlad je že v polnem zamahu, maj je moj drugi najlepši mesec, 1. je september. In danes bomo pripravili sladico, ki je popolna za pomladne in poletne dni. Spekli bomo čudovito, svilnato, božansko, kar v ustih se topi limonino pito. Ja, tale krema je nekaj, kar vam garantiram, da ko boste enkrat poskusili, jo boste naredili večkrat in večkrat in večkrat. V osnovo, v krhko testo spodaj, bomo dodali pa še nekaj zrn maka, to je čisto opcijsko, ker mak pa limona sta popoln par. Zdaj pa dajmo kar poskusiti. Jaz se ne morem zadržati. Mogo bi jo še malo bolj slediti, pa nisem. Ful, dobra, ravno prav kisla, bogata, aroma limone, ta makova zrna. Dajmo jo kar pripraviti. Maslo damo v skledo mešalnika, dodamo še sladkor in oboje skupaj pričnemo stepati toliko, da se poveže in zrahlja. Vmes, ko tole stepamo, jajca ločimo na beljake ter rumenjake, nato pa v skledo mešalnika k maslu ter sladkorju postopoma primešamo še oba rumenjaka. Dodamo še sveže naribano limonino lupinico. Dodamo še približno četrt žličke soli, makova zrna, tole lahko tudi izpustimo, če želimo, ampak bo fino povezalo, lepo, mak se res dobro poveže z limono, pa še tak zabaven izgled skorjice pri piti bo nastal. Zdaj pa samo še moka in tole premešamo. Sedaj vzamemo še moko ter jo primešamo k celotni masi za testo za pito. Masa bo takole malce drobljiva, zdaj jo preprosto vzamemo iz sklede mešalnika in prestavimo na folijo in potem jo damo v hladilnik. Testo imamo zdaj pripravljeno, pride takole mogoče malce nepovezano, nič hudega, stisnemo ga v kepo in se, vidite, takole res dobro drži skupaj. Zdaj pa tole prestavimo, zavijamo v folijo in prestavimo v hladilnik za pol urce, toliko časa, da odstoji in da se okusi lepo povežejo. Pa nadaljujemo. Testo je zdaj fino ohlajeno, malce si pomokamo, ne preveč, čisto malo delovno površino. Razvaljati ga moramo na približno 3 mm debeline, pekač, ki ga pa uporabljam, je pa premera 23 cm. To pomeni, glede na tole višino, ki jo imamo, da razvaljamo približno na 26 premera testo. Testo zdaj razvaljamo na rahlo pomokani površini. Nato pa ga s pomočjo valjarja takole prestavimo v pekač za pito. Ta pekač ima premera 23 cm. Zdaj, ko imamo testo prestavljeno gor, preprosto nežno potisnemo robove, tako da se lepo oprime tudi stranic. Nato pa porežemo še ostanke testa, ki štrlijo čez obroč. Vzamemo še vilice in z njimi dobro prepikamo dno testa za pito. Ko imamo dno testa popolnoma prepikano, to naredimo zdaj, preden ga zamrznemo, ker ga lažje prepikamo. V celoti, oziroma smisel tega špikanja je pa to, da ko se bo pita pekla, sicer jo bomo še obtežili, ker gre v slepo peko, ampak da se nam dno ne bo dvignilo in bo čim bolj tanko in hrustljavo. Zdaj pa v zamrzovalnik za pol urce, vmes pa segrejemo pečico. Najprej naredimo slepo peko, tako da vzamemo papir za peko, ga postavimo čez testo in čez natresemo te glinene kroglice. Lahko uporabimo tudi surov fižol. Pomembno je, da obtežimo testo in ga zapečemo. Medtem ko delamo slepo peko našega testa, lahko se lotimo že kar priprave kreme. Zmešal bom 5 jajc, približno, rabimo 260 g jajc, če bomo tehtali. 5 jajc bomo zmešali skupaj s smetano, sladko smetano ter sladkorjem. S paličnim mešalnikom bomo to vse premešali. Potem dodamo še limonin sok, limonino lupinco, še enkrat zblendamo
in prestavimo v hladilnik. Pokrijemo s folijo in prestavimo v hladilnik. Vmes, ko se nam testo peče, zmešamo cela jajca, prilijemo smetano in dodamo sladkor. S paličnim mešalnikom vse dobro premešamo. Vzamemo še večjo limono in naribamo lupinico. Porabili bomo lupinico kar cele limone. Stisnemo še limonin sok. Zdaj pa limonin sok precedimo tako, da bo na koncu rezultat čim bolj svilena krema. Limonin sok ter limonino lupinico sedaj premešamo k jajcam ter smetani in vse skupaj ponovno zblendamo s paličnim mešalnikom. Tole kremo zdaj dobro pokrijemo z živilsko folijo, tako da se dotika površine in prestavimo v hladilnik. Vmes se nam je dno pite že speklo, previdno odstranimo te glinene kroglice, ker so vroče, odstranimo tudi papir za peko in dno premažemo s surovim beljakom. S tem bomo ustvarili tanek film, ki bo poskrbel, da bo dno, testo, ostalo hrustljavo tudi potem, ko ga bomo prelili z nadevom. Zdaj pa osnovo pite prestavimo v pečico še za 10 minut. Vmes vzamemo limonino kremo in ji odstranimo vse pene, ki so se naredile na površju. Kremo zdaj zlijemo v lonec in jo previdno segrevamo, vmes mešamo, segrejemo jo pa do 40 stopinj Celzija. Ko je krema segreta, jo še enkrat precedimo. Cilj je, da bomo imeli čim manj ali še bolje nič zračnih mehurčkov. Zdaj pa pito prestavimo nazaj v pečico, temperaturo sem spustil na 110 stopinj Celzija in previdno vlijem še limonino kremo čisto do roba. Če so še kakšni mehurčki, jih lahko odstranimo tudi s plinskim gorilnikom. Takole, pita se zdaj peče 45 do 50 minut na 110 stopinj Celzija. Ko je pripravljena oziroma ko je pečena, mora imeti na sredini še malce še mora še džigl, malce še zatrese. Takole, naša pita je pečena in dobro ohlajena. Ko pride ven iz pečice, jo dajte pustiti na sobni temperaturi vsaj ene pol urce, da se počasi shladi, potem jo lahko date pa tudi v hladilnik. In jaz bi vam pokazal še eno zadevo. Na površini so se mi naredili taki mehni mehurčki, to je tisto, ko sem rekel, da smo se jih poskusili znebiti. Ene par jih je gor prišlo. Če vas to moti, ali pa če hočete res tako sijočo kot led, gladko površino pite, potem, ko se vliva limonino kremo v pito, ko smo jo imeli v pečici, še enkrat spustite vse skupaj skozi cedilo. Zdaj jo dajmo pa zarezati. Tale čudovita pita je najboljša, če jo imate vsaj 4 urce na hladnem. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.